Pozdravljeni v današnjem TLM. Malce poletno bomo obarvani. Tokrat bomo najprej govorili o Kajžarfestu, ki se bo zgodil v petek 30. avgusta in sicer v Miklavžu pri Ormožu. Takole uvodoma namenjam pozdrav Dušanu Gerloviču in Valeriji Štampar. Torej, lep pozdrav obema. Lep pozdrav. Gospod Dušan, gre za 3-dnevno prireditev. Morda najprej za kakšno prireditev, takole v grobem, sploh gre? Poglejte, Kajžarfest je nastal iz tega, se navezuje na projekt Športom je življenje lepše, ki spodbuja zdrav način življenja in ga v Sloveniji organizira Sokolska zveza Slovenije. In zelo močno in preko društva, ki zelo dobro delajo, prihajajo tudi iz Slovenskih goric, iz tega področja Kajžarja. In skupaj z njimi smo si zastavili obsežen program kolesarjenja po Slovenskih goricah. Potem so pa prebivalci in tudi ta društva dodali še dodaten predlog, da bi zraven kolesarjenja še ponudili druge programe, to se pravi kulturo, proizvodnjo vina, domače prehrane in iz tega potem, iz tistega športnega dela se potem zadeva zelo razširjuje na ta fest, ker sama beseda pomeni, da se bo zraven športa še veliko drugega dogajalo. Kdo so vse organizatorji te prireditve? Organizatorji prireditve so lokalna društva, to so Športno društvo Mladost, Sokolsko društvo Ormož, Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu, potem društvo Metla in pa Sokolska zveza Slovenije, kot sem že povedal, s tem krovnim projektom Športom je življenje lepše. Kako lahko ljudje sploh pridajo na to prireditev oziroma se morajo prijaviti? Gre za tekmovalni del, gre za rekreativni del? Gre izključno za rekreativni del in sicer v petek bo tek po teh lepih goricah okrog Kajžarja. V soboto in po nedeljo imamo pa kolesarjenje s kolesom po Slovenskih goricah. Možno se je prijaviti po elektronski pošti in sicer na sokol.ormož@gmail.com. V tem primeru je štartnina 5 evrov, prijava na licu mesta je pa 10 evrov. Gospa Valerija, morda je prav, če nekako podrobneje predstavite program tako v petek, ko se bo vse skupaj začelo, kdaj se začenja, kako bo v soboto in kaj se bo dogajalo v nedeljo? Program se začne v petek, okrog 2. ure popoldan se bomo zbrali, potem bomo nekako začeli zbirati prijave za rekreativni tek, ki bo potekal okoli Kajžarja, čez vasice okoli, se pravi, in bo dolg nekje 5 kilometrov. Potem po teku bomo podelili nagrade oziroma tistim, ki so zmagovalci in s temu sledi še kulturni program skupine Macleki z kitaristom Domnom Obilčnikom. Potem v soboto se pa nadaljuje spet rekreativni del s kolesarjenjem po naših hribih, se pravi, bomo štartali ob 11. uri od gospoda Trstenjaka, kjer bo zbirališče in bomo začeli tam nekje proti Jeruzalemu, čez hribe spet gor in imeli bomo nekje 2 turi, se pravi za tiste, ki so malo bolj pogumni, bomo imeli eno malo daljšo, mogoče malo težjo turo, se pravi čez Železne dveri proti Ljutomeru, čez Slamjak in proti Klumpi, čez Kok in potem nazaj na Kajžar. Malo lažja tura pa bo proti Jeruzalemu in bomo zavili levo in čez Krčevino, Vinski vrh, tudi proti Kogu in nazaj proti Kajžarju. S tem, da naj omenim še tukaj tudi bistvo povezovanja vinogradnikov. Proti Jeruzalemu bomo šli seveda z Kajžarja proti Jeruzalemu, potem bomo se ustavili pri gospodu Belecu, vinogradniku, šli naprej, tisti, ki bojo šli na daljšo turo, proti Klumpi in tam proti gospodu Hlebecu, vino Hlebec in nazaj proti Kajžarju, vinogradništvo Štampar. Lažja tura prav tako v bistvu ne gre proti gospodu Belecu, ampak tam zavijemo levo na Jeruzalemu in čez Vinski vrh spet do gospoda Hlebca in nazaj proti vinogradništvu Štampar. Kaj se bo dogajalo v nedeljo?
V nedeljo je ta tura spet kolesarska ostaja. Mogoče moram omeniti še posebej kulturni program, ki bo med tem časom in delavnice športne, med tem, ko bo seveda ta rekreativni kolesarjenje, bo potekala tudi delavnica za otroke in odrasle tam pri Trstenjakovih. Kakšne delavnice bodo to? To bojo razne športne delavnice za otroke, ki bojo jih organiziralo športno društvo. Otroci bojo lahko malo se žogo igrali pa podobne stvari. Potem pa bo nastopila folklorna skupina Metla, ki predstavlja kulturno-turistično društvo Miklavž pri Ormožu in je zelo uspešna. Sodeluje na vseh raznih folklornih zadevah po tujini in doma. Pa njene mlajše skupine, ki so Potkev in podobno, bojo imeli svoj program z naslovom, mislim, da ga imate vi, ki je tam. Skozi moje in tvoje oči? Skozi moje in tvoje oči, tako. In torej vas lepo vabimo vse skupaj na našo Veste, to je tako ta metla, ne? Jaz sem bil tudi malo začuden, ne? Kar ste rekli. Jaz sem mislil najprej, da metla, da bodo kaj pometali. Potem, ko sem jaz te gospode in gospe srečal, gre za, res da je to lokalna skupina, gre pa za izjemno talentirane ljudi in res znajo neverjetne programe narediti. Jaz sem si to včeraj malo pogledal in potujejo tudi v tujino in upam, da bodo imeli kdaj možnost se tudi mogoče preko vaše televizije malo širšo predstaviti, ker delajo, jaz bi rekel, kar male čudeže. In ravno tako, kot je Valerija povedala, ravno tukaj vidim jaz to povezavo, recimo zdrav način življenja, obvezno vsebuje tudi kulturni del, kulinarični del in pa kozarec vrhunskega vina. To se pravi... Ni to vendarle malce kontradiktorno, da govorite o zdravem načinu življenja, zlasti, ko zelo pogosto opozarjamo ali pa opozarjajo, da ko vozite, ne pite. Kolesarjenje pa kozarec vrhunskega vina pa greste skupaj? Jaz sem takšen sistem opazil v Švici, ker smo bili na nekem študijskem potovanju in smo dobili majhen kozarček, ampak tisto se je dogajalo v obliki Nordic walkinga. In potem po 5 kilometrih hoje si ti lahko spil pol kozarčka vina, odličnega, in pa deci pa pol vode. In potem se je to nadaljevalo in oni so tej potki so rekli pot za zdravo srce. To pomeni, da če mi kombiniramo zdaj zdrav način življenja, pa vrhunsko kulinariko, to ne pomenimo, da bomo mi kolesarili in potem bo vsak kolesar spil 3 litre vina, ker potem je to že smrtno nevarno. Gre tudi za kulturo, kako bi v modernem času, ko zelo hitro in moderno živimo, ravno na področju Slovenskih goric so idealne prilike, da združimo to, kar razmišljamo o zdravem načinu življenja in šport kot rekreacija in te, bi rekel, dodatki iz kulinarike in vinskega področja. Gre za prvo tovrstno prireditev? Gre za prvo in upam, da bo tradicionalno, navezuje se pa že na ene druge projekte, ki so bili v tem prostoru. To je bil Prleški Brlužak, ki je bil lansko leto, pa je propadal, ni propadal, ampak se je končal zaradi, ni bilo finančnih sredstev. Gre pa predvsem tudi za to, da se ljudje, ki živijo tukaj, spodbujajo k temu, da je možno z kombinacijo različnih dejavnosti narediti vrhunske produkte, ne samo šport, športne, turistične, ne vem kakšne. Vedno je boljše, če imamo več dejavnikov skupaj povezanih in potem naredimo neko novo dejavnost in to ponudimo na trgu oziroma ljudem, na lokalnem, na vseslovenskem in tudi na evropski ravni. Čeprav ste domačin, pa vendarle živite v Ljubljani. Mora nekdo priti iz Ljubljane v te kraje, da ljudi poveže, da pride z nekimi idejami? Zakaj se recimo sami niste že prej domislili kaj podobnega? Ne mi zameriti, pogledajte, to je vseslovenski problem. Slovenci imamo veliko idej, pa pridni smo. Zelo težko se pa sporazumevamo oziroma stopimo skupaj za nek projekt. So recimo vinogradniki videli smisel takega povezovanja in predstavitve? Jaz sem ljubiteljski vinogradnik po družinski plati in jaz več čas govorim,
Fantje, morate se pogovarjati in se združiti za večji projekt. No? Ker če je neka dejavnost zelo omejena, no? In imamo več takih kupčkov, no? Potem je nujno, da to združujemo. In eni razumejo to, večina pa še ne razume. No? Ampak ni za to področje samo rekel Slovenskih goric, to je tudi na Primorskem ali na Dolenjskem. Egoizem nas ubija. In če ga ne bomo uspeli premagati, bomo imeli hude probleme. Drugi sodelujejo pri nas, bolj tekmujemo med sabo ali kako? Nekaj takega. Je zaradi tega tudi obstal Brlužjak? Ne. Izključen problem je bil v tem, da ni bilo gospodarskega subjekta, ki bi to finančno sponzorsko pokril. Zato, ker vi dobro veste, vsak projekt stane, imaš nek finančni načrt, medijski plan, oglaševanje, organizacijske stroške, honorarje, predavatelje in če ni osnovnih finančnih sredstev, tudi potem sam voluntarizem je premajhen, kljub temu, da je v našem krogu kar nekaj ljudi, ki tudi volontersko delajo, so ambiciozni in škoda, da iz tega področja Slovenskih goric večina sposobnih mladih ljudi, intelektualcev enostavno odide, od Maribora pa ne vem kam vse. Torej si vendarle obedate, da bo ta prireditev lahko stekla tudi prihodnje leto. Ste imeli tudi tukaj verjetno kakšne finančne potrebe pri organizaciji tega projekta? Tudi. Večinoma se je pokrilo z volonterskim delom. Izredno, kar se tiče Valerije. Valerija je zelo odlična kolesarka, pozna te lepe kotičke in je tudi ena, ki bo te skupine popeljala. Jaz upam, Valerija, da tudi potem drugič, ko bo ta fest mimo, potem kakšne turiste, ker imajo doma res vrhunsko vinsko proizvodnjo. In jaz vidim tukaj eno priložnost, predvsem pa želim, naravno danes sem slišal, da je Evropska unija potrdila nek projekt, da bi Evropejci preko športa živeli bolj zdravo. In jaz mislim, da se dajo dobiti finančna sredstva. Moraš imeti nek projekt in potem treba enostavno skupaj stopiti in biti toliko pogumen in nekaj narediti. Bodo nastale morda tudi kasneje tu neke vrste kolesarske poti? Morda v bodočnosti tudi s pomočjo kakšnih finančnih, seveda vedno je tu težava. Težava je mogoče predvsem tudi ta, da zadnjič smo z Dušanom pravzaprav se peljala po teh trasah, pa sva malo razmišljala, v bistvu nisva hotela, da se trase potekajo po glavni cesti nekje, ne? In to je, mislim, da bistveni problem tukaj, da je promet. Gre za varnost. Glede tega, Ste morali dodatno poskrbeti za varnost? Ja, seveda. To je strošek? Ja, ampak smo ga spravili na minimum, ker edina in pa najboljša organizirana stvar v Sloveniji, to so slovenski gasilci. No, mogoče bi jaz še omenila ta osrednji dogodek, ki bo v soboto zvečer. Zelo na hitro, lepo prosim. Ja, to bo pohod z baklami od Trstenjakovih proti vinogradništvu Štampar in tam bo en dogodek, ki se mu bo reklo Kisla žibo, kjer bo nastopil Tadej Vesenjak in Marko Kočar. Torej, oziroma v petek ob 14. se vse skupaj začne, ljudje pa imajo 3 dni časa, da obiščejo to prireditev. Najlepša hvala za obisk in uspešno izvedbo te prireditve želim. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Tako v drugem delu oddaje pa se selimo v grad na Goričkov, vsem bolj poznan po čarovnicah ali pa po gradu, odslej pa bodo znani še po vulkani. Zanimivo dopolnilo turistični ponudbi tega dela Prekmurja. Pozdravljam župana občine Grad Danila Kalamarja. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Jutri pripravljate za novinarje tiskovno konferenco o predstavitvi te vulkanije. V soboto bo vse skupaj na voljo tudi drugim ljudem. Morda takole za začetek, če najprej poveste, zakaj pravzaprav gre. Kaj je to vulkanija? Ja, gre v bistvu za projekt Vulkanija, projekt doživljajskega parka. Namreč, kot ste rekli, včasih so na grad oziroma na ta hrib letele čarovnice, ampak ta hrib je bil pred 2 milijona let vulkan, ki je bruhal v teh krajih.
Del tega je bil v Avstriji, del pa na Goričkem. In prav to nas je spodbudilo k ideji, da naredimo nekakšen življenjski park, kjer skozi najprej poučen, potem pa zabaven način predstavimo geološko zelo zanimivo preteklost Goričkega. Namreč ta preteklost je na sorazmerno majhnem kraju zelo raznolika, sega nekako 500 milijonov let nazaj, vidna je na vsakem koraku in to smo želeli predstaviti na enem mestu, zato smo naredili projekt, ki smo ga imenovali Vulkanija, pač po najmlajšem slovenskem vulkanu, ki je bruhal na tem območju gradu. Kje ste pravzaprav dobili idejo, da napravite nekaj takega? Ja, ideja je pravzaprav stara že več kot 5 let, namreč zaradi tega vulkana je drugačna tudi vsa flora, se pravi rastlinje okrog ni tipično panonsko, ampak je že prej alpsko, namreč raste na kamnu, tudi temperature so višje, potem tudi izbor rastlin je višji in pa seveda drugačni so tudi potoki, abrazivni potoki, tudi slapovi recimo, kar ni značilno recimo niti Prekmurja, niti Goričkega in potem izstopa kraj grad, pač se razlikuje od ostalih slovenskih krajev. Zdaj naši gledalci že lahko vidijo fotografije te vulkanije. Če morda malce poveste, kaj vidimo na teh fotografijah, kaj je to recimo? No, tole je vhod v rov, vhod v podzemlje, kjer obiskovalce popeljemo v ta doživljajski del parka, nadenejo si čelado, potem primerno tudi pelerino in potem se odpravijo v podzemlje zemlje. Se pravi, zmes vidijo pač tudi olivine. Olivini so namreč nekako tipični kristali, ki so pač v tej kamnini, se pravi v tufu, bazaltnem tufu, ki je ostanek vulkana pri gradu. To je potem nadaljevanje poti skozi rov. Potem pridemo. Ta rov sicer ni zelo dolg, ampak se konča potem v dvigalu. Z tem dvigalom se potem spustimo virtualno, sicer približno 6 km v notranjo zemlje, izstopimo v ta žareči del, ki ga vidimo sedaj, kjer je vroče, 40 do 60 stopinj, kjer nekako teče lava, kjer se premikajo plasti, kjer je tudi veliko žvepla in potem se nadaljuje pot v dvorano oziroma v votlino, kjer so 3D oziroma 7D, bomo rekli, sedeži, kjer potem doživimo virtualno vso to geološko zgodovino tega kraja. Namreč vračamo se v nekako skozi obdobje nastanka zemlje, nastanka potem Panonskega morja, ki je ena od značilnosti tega dela, potem skozi vulkane, ledene dobe, obdobje mamutov do sedanjosti nazaj. In potem, ko izstopimo, imamo potem učne vsebine, to je miza, kjer se da veliko naučiti, namreč gre za interaktivne igre, gre pa tudi za zabavne igre, ki jih pač lahko obiskovalci igrajo in pa seveda skozi igro spoznavajo potem značilnosti vulkanov, vrste vulkanov in pa seveda razne kamnine, ki so na Goričkem prisotne. Omenjali ste 7D. Kakšen je pravzaprav občutek človeka, ki bo spremljal vse skupaj skozi ta 7D? Ja, občutek je pravzaprav zelo avtentičen, namreč od mraza, vročine, dežja, padavin, tresenja, vse te občutke pač lahko podoživimo oziroma podoživimo v živo, se pravi skozi sliko in pa potem skozi efekte, ki jih omogoča ta pač tehnologija, tako da si zelo živo predstavljamo vso zgodovino, geološko zgodovino Goričkega 500 milijonov let nazaj, vse, kar je pač se je dogajalo na tem delu in pa seveda veliko bolj si zapomnimo, kot pa če bi to brali iz ne vem kakšne koli knjige. Omenjali ste tudi stopinje 40 do 60. Ljudje ne bodo imeli tega občutka, da je tolikšna temperatura ali pač? Ja, imeli bodo občutek, ker so se vala, ki pač ta občutek povzročijo na koži, se pravi obiskovalcu. Gre pa za občutek, ki ga pričaramo, gre namreč za globino 6
6 km, 6000 metrov globoko in tam je približno taka vročina ali pa še mogoče kaj več in pa seveda veliko fumarol, ki se kadijo, potem veliko tokov lave in pa veliko seveda ostalih pojavov, poleg vonja žvepla in vsega tega. Tako da gre za zelo avtentičen potem doživetje res v živo notranjosti Zemlje, tega, kar se nekako pod nami tudi v tem trenutku dogaja. To je izredno pomembna turistična pridobitev, bi človek rekel, za vaš kraj, ki je v glavnem bolj kot ne poznan po teh čarovnicah in seveda po samem gradu Grad na Goričkem. Koliko ljudi boste zaposlili, če dalje pogosteje govorimo, kako jih bomo odpuščali, vi jih boste verjetno tukaj potrebovali? Ja, mi že zadnjih 15 let nazaj stavimo veliko na turizem, zato smo se lotili obnove gradu, zato smo se lotili tudi prireditve Noči čarovnic in zato smo se lotili tudi projekta Vulkanja. Namreč želimo ponuditi čim več zanimivih stvari ljudem, ki pridejo v te kraje in jih seveda spodbuditi, da čim večkrat pridejo, ter tudi, da ostanejo dalj časa. Namreč nadaljevanje ogleda te Vulkanije, no moram povedati, da na vse točke, turistične točke v naši občini vas popelje turistični vlakec, ki ga imamo tudi in obisk Vulkanije oziroma občine Grad oziroma naših znamenitosti se zaključi potem v kamnolomu, kjer se zelo nazorno vidi, kakšen je bil ta vulkanski pepel, kako je bruhal. Lahko si poiščete tudi kristalček olivina, ki je zelo dragocen, namreč bil je nekako priljubljen kamen Tutankamona oziroma pozneje potem tudi egiptovskih faraonov. Prav zato, ker je tako zelo redek, je tudi sorazmerno drag in v živo ga lahko najdete v tem kamnu, če se potrudite do kamnoloma, če sami odlomite kakšno skalo in to je stvar, ki jo želimo nekako povedati in pa ljudi tudi animirati, da sami doživijo to geologijo in pa seveda vso bogato nekako ponudbo te geologije, ki je na tem mestu. Koliko časa pravzaprav traja ves ogled Vulkanije? No, ves ogled Vulkanije traja približno uro pa pol. Vsi pa želim, da bi vsi, ki bi prišli na Goričko, prišli nekako z namenom, da poleg Vulkanije spoznajo še ostale stvari, ostale znamenitosti in si vzamejo 4 do 5 ur časa, toliko namreč imamo v ponudbi programe, kot že rečeno z malico na koncu, ki je bograd tradicionalno in si res ogledajo temeljito tole našo prelepo Goričko, namreč na to pot vas popelje vlakec in ni treba drugo, da pač sledite pisku vlaka in potem vas popelje na ogled Goričkega, kot že rečeno 5 ur pa traja tale obisk. Koliko ljudi pravzaprav v enem letu pričakujete? No, mi smo izhajali nekako iz izkušenj, ki smo jih imeli z gradom. Grad obišče letno 30 000 obiskovalcev. Mi smo pričakovali, da bo vsaj polovica teh ljudi obiskala tudi Vulkanijo, se pravi okrog 15 000 v prvih 2-3 letih. Potem pa pozneje že seveda želimo, da grad, se pravi poslopje grad, kako tudi Vulkanijo, kako tudi območje Goričke, ki ga obišče vsako leto več turistov. Seveda si bomo pa prizadevali, da bo vsako leto tudi več stvari, ki bodo zanimive, da se pravi, da jih lahko pokažemo turistom. Šolska mladina? Ja, računali smo tudi zato smo pripravili tudi prvi izobraževalni del tega projekta. Sedaj sem govoril o tem zabavnem delu, doživljajskem delu. Prvi del pa je v stari usnjarni, ki je bila obnovljena. Moram povedati, da je cel projekt bil podprt strani evropskih sredstev, tudi obnova tele Lednarjeve usnjarne je bila podprta z evropskimi sredstvi in v tem delu pa so potem res tiste kamnine z Goričkega, potem veliko teh svetlobnih panojev, pa tudi interaktivnih, bi človek rekel, niso igre, ampak kar teh učil, kjer lahko sami poskušate čarati, narediti kristale, narediti različne kamnine z dodajanjem pač različnih sestavin. Veliko je sodobne tehnologije, veliko je, kot že rečeno, 3D filmov in pa seveda veliko je
interaktivnih stvari, tako da v bistvu se da zelo veliko naučiti o geologiji. Je pa program prilagojen nekako 6. razredu osnovne šole, namreč ta izobraževalni del, takrat se namreč v osnovni šoli učijo o vulkanizmu, o kamninah in predtem oziroma v prvi vrsti je ta izobraževalni del potem prilagojen njihovemu programu. Kdaj boste pravzaprav to Vulkanijo imeli odprto? Tako kot grad ob koncu tedna ali si bo mogoče to ogledati katerikoli dan? No, razen ponedeljka bo Vulkanija odprta vsak dan, tako da seveda v Vulkaniju ni mogoče brez vodenja. Skupine od 10 do 20 ljudi so zaželjene, več ni možno iti v eni turi, kot že rečeno, tu je dvigalo, tu so potem dvorane 3D in tu so potem tudi zaradi samega nekako vodenja po tem doživljajskem delu, tako da 5 vodičev bo na voljo, nekako vsakih 15 minut se lahko izmenja skupina, tako da stvari so organizirane, tako da dnevno lahko spremljamo približno do 200 gostov. Morda ob koncu tega najinega pogovora, začeli smo s čarovnicami, po katerih ste najbolj poznani ali pa najbolj poznani ste morda po gradu. Bodo čarovnice letos? Ja, letos verjetno še ne, kajti lokacija na gradu še vedno nam ni dostopna oziroma ni dovoljena. Verjamem pa, da bodo naslednje leto, kajti pripravljamo drugo lokacijo, ki je malenkost stran od samega grajskega poslopja, ampak še vedno pri gradu in upam, da bo tista lokacija toliko zanimiva, da bomo to tradicijo čarovnic lahko nadaljevali in pa seveda lokacija je primerna, da jo lahko tudi primerno razvijemo, namreč gre za boljši prostor, ki ga je lažje varovati, kjer je lažje parkirati in kjer je lažje pač se pravi bolj v enem kosu, kjer se da več stvari videti iz enega mesta. Čeprav najbolj avtentično okolje pa ni. Koga je po 10 letih te prireditve tako zelo zmotilo, da tam, kjer je bilo prej, tega ne more biti več? Ja, po 12 letih pravzaprav nesrečna številka 13 je prvič odpadla. Ja, zmotilo je verjetno tiste, ki turizmu ne gledajo s takimi očmi, kot ga gledamo mi. Namreč mi si želimo, da bi čim več ljudi prišlo na grad v Prekmurje in pa seveda s tem na Goričko. Nekako smo stavili na to, da naj bi bil turizem vodilo našega razvoja, drugi pa pač želijo ohraniti naravo na drugačen način, ne vem pa komu. Gospod Kalamar, najlepša hvala za obisk. Morda ob koncu samo še to, kdaj v soboto boste odprli vrata Vulkanije? Ja, v soboto ob 10 in pa potem seveda sama slovesnost bo zelo kratka, 15 minut bomo pač povedali najosnovnejše podatke, potem pa seveda pričakujemo čim več obiskovalcev in z veseljem se jim bomo posvetili. Prav, najlepša hvala. Tako prišli smo do konca današnjega TLM. Več kot zanimivo zna biti v Prlekiji in tudi na Goričkem ob koncu tedna. Izkoristite zadnji prosti konec tedna pred začetkom novega šolskega leta. Hvala za pozornost in nasvidenje.